italijansko? Zdaj, trenutno? Ne, korenine. Jaz prihajam, rojen sem v Trstu in tam sem tudi študiral do gimnazije. Potem sem šel po svetu in zdaj prihajam iz Združenih držav. Ampak sem študiral tudi v Ljubljani na akademiji. Kot zelo mlad fant ste se začeli s to vrstno umetnostjo ukvarjati. To je bil kar pogum takrat, ne? Za tako... Ja, je prav, ampak tako osebno se mi je zdela edina možnost takrat, ne? Ki potem počasi se izkazuje, da je prav tako, ampak takrat ni bilo prav očitno. V več kot 40-letni karieri, kam smo prišli? Ja, glede na recimo tehnologijo samo in v smislu, kako je ta tehnologija vplivala na življenje in na ljudi na splošno, smo prišli precej daleč v uporabi te tehnologije kot posrednika. Ne? Po drugi strani, recimo, kar se tiče umetne inteligence in teh stvari, nismo dosti dali teh smo bili takrat. Vse se je razvilo nekaj, ne moram več tudi precej, ampak vseeno so se uresničili drugi upi kot tisti, ki smo jih imeli takrat. Ne? Recimo, se pomeni, je bil en profesor na MIT, ki je dal nalogo študentom čez poletje, da pripravijo program, ki bo tako inteligenten, da bo lahko nadomestil človeka že do jeseni. Ne? To je bilo v 60-ih letih in nismo nikjer še niti blizu tega. Pa je težko dohajati. Zdaj začeli ste kot pubec, pa vi ste pionir, vas slučajno prehitevajo mladi, kaj vi mislite? Veste, kako je s to stvarjo, ker se tehnologija še stalno razvija. Mi nismo še dobili tistega platoja, kjer bi rekli, imamo že da smo nekam dospeli, recimo, če pogledate računalnik kot Mac, ne, in če pogledate splet, kako se najprej je bil Netscape, zdaj potem pa šel Yahoo, zdaj Google, se stane neki, ne, tudi če kupite računalnik, čez 2 leti že ne morate ga več uporabljati, na Macu zdaj so menjali čip, treba kupiti novega, ne, to je še vedno. Jaz sem pionir, recimo iz 60-ih let, potem imate pionirje v 70-ih letih, pionirje v 80-ih letih, v 90-ih in še vedno so pionirje tudi zdaj. Kaj boste odgovorili na jutrišnjem simpoziju na okoli vprašanja, ki preoprašuje ali podobo lahko še kaj pokaže? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, ker živimo pravzaprav v 2 svetovih. Z eno nogo smo v realnosti, z drugo smo v virtualnosti. In seveda podoba zdaj niha, tako da skoraj ne vidimo. Ko bomo uredili malo te stvari in bomo začeli se zavedati, kako realnost vpliva na virtualnost in narobe, mislim, da bomo imeli dosti boljše ideje. Samo ker teorija zdaj je postavljena na glavo v tem smislu. Ne drži več. Razstava, ki je danes prikazana tukaj, kako bi jo vi opisali, če bi bili kritik samemu sebi? Bi rekel zelo vrste. Zakaj gre, no? Predstavljam predvsem 2 stvari. Ena, v glavnem uvajanje časa, ne samo v likovno umetnost, ampak v izvednost na splošno. Recimo, film je napravil svojo, ampak film je enosmeren. Recimo, to je Slobi, je program, ki nudi dvosmerno komunikacijo, tako da recimo, človek mora tudi nekaj prispevati. Ni samo, da se zabava, ampak mora začeti razumevati. Recimo, namesto, da bi mislili, da so to umetnine, so bolj instrumenti. Recimo, je kakor, da bi nekomu dal kitaro in naj se s to kitaro igra, kaj bo iz tega ratalo. Inštrument ima svoje možnosti in mora pa tisti, ki ga ima, znajti, kaj se lahko s tem inštrumentom napravi. Lahko v to vrstni umetnosti pridemo do konca, do plafona? Ne, jaz mislim, da smo še vedno na začetku. Ker gremo čez dobo zdaj, ker pravzaprav
kot v vseh ostalih umetnostih. Ja, recimo, ko je začel film, je bilo več gledališča kot pa film. Si ni še ustvaril jezika. Ne? Potem, ker je pa recimo stroj, s katerim delamo, da je dosti bolj kompleksen kot pa filmska kamera, vzelo dosti dalj časa. Meni se zdi neko razmerje v kompleksnosti instrumenta, ki ga rabimo in koliko časa nam bo vzelo, da ga pravzaprav kulturiziramo. Zdaj, tako ko hodite po svetu, pa komunicirate verjetno tudi s publiko, kaj se vam zdi, v katerem koncu sveta publika to najbolj spremlja in dojema? Veste kaj, zdaj s to globalizacijo in posebno zaradi spleta ni več takih razlik. In to je škoda, ker nekje prej so bile velike razlike, zdaj pa jih ni več takih. Recimo, odkar sem šel v Ameriko, se vračam in vsakokrat se vrnem, da Evropa in Amerika si dosti bolj podobni, kot so bili enkrat. Ste bolj zagovornik tega, da bi obstajala razlika? Torej nekje napredek, druge pa ne? Ja, če ni razlike, nimamo kaj, ne? Je samo dolg čas.